Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo tamkajšnji župnik Ervin Mozetič, prepeval in igral pa ansambel svetega Marka. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju. Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes najprej en lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče in Ars Slovenija, ki so se pridružili našemu občestvu. Skupaj bomo prosili, molili in se zahvaljevali, saj je vsaka sveta daritev zahvala. Danes pa nas bo Jezus v Evangeliju učil sposobnosti delitve, deljenja. S tem, ko delimo, množimo. Pa se vprašajmo, se tega zavedamo? Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Bog naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipaj svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. To govori Gospod. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte. Pridite, kupite brez denarja, brez plačila, vzemite vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. Vcepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. To je Božja beseda. Gospod dobrotno odpira svojo roko. Gospod je milostljiv in usmiljen, počasen za jezo in velik v dobroti. Gospod je dober vsakomur, usmiljen je z vsemi svojimi deli. Oči vseh čakajo na Gospoda, on jim daje hrano v pravem času. Svojo roko dobrotno odpira in izpolni želje vsem živim. Gospod je pravičen na vseh svojih potih, dobrotljiv v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Poslušali smo Božjo besedo.
Božje kraljestvo prihaja k nam, Jezus vabi nas. Aleluja, 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 aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je skrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel: ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu: tukaj imamo samo 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je: prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi. Vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. To je Kristusov evangelij. Poglejmo današnji evangeljski odlomek iz perspektive, ko učenci še ne vidijo čudežnega konca in to, da ostane 12 košar. Učenci so utrujeni, prav tako tudi Jezus. Radi bi svojim učiteljem v miru pojedli. Jezus si zagotovo želi biti sam, zato se je tudi umaknil. A Gospodu želje ne zameglijo pogleda in potreb ljudi okrog njega. Učenci vidijo rešitev v tem, da pošljejo ljudi domov. Jezus pa se čuti zanje odgovoren. In v to odgovornost potegne tudi učence. Zanimivo je to, da učenci ne protestirajo. Tudi ni videti, da so se že uspeli najesti. Še preden jedo sami, svojo hrano prinesejo pred Jezusa. Ta jih povabi, naj nasitijo množico. Učenci bi lahko rekli: Gospod, tega ti ne moremo dati, to je komaj za nas. A kot vidimo, brez protesta izročijo, kar imajo, 5 hlebov in 2 ribi. Tvegajo. Ne pozabimo, še vedno ne vedo, ali bo zanje kaj ostalo ali ne. In očitno delijo najprej množici, potem šele pridejo na vrsto oni. Pomislimo, kako so se morali počutiti. Do zadnjega niso vedeli, ali bo za vse dovolj. In kljub vsemu in vendar delijo. Gotovo se v doživljanju učencev skriva še marsikaj, a skušajmo se ozreti v dobro, ki so ga pokazali.
in poglejmo, k čemu nas vabijo. V učencih lahko najdemo najprej odprtost za Jezusov namig, naj ne odpošlje množice. Pripravljenost, da to, kar imajo, delijo z vsemi okrog njih. Sposobni so tvegati in zase poskrbijo čisto na koncu. In ob vsem ne začutimo krivice, ampak navdušenje, da je od vsega še veliko ostalo. In česa se ob tem odlomku lahko naučimo mi? Ob poslušanju Božje besede so učenci brez težav z množico. Ko pa ljudje postanejo lačni in varnega prostora Jezusovega oznanjevanja ni več, bi se najraje poskrili. In mislim, da mi vsi doživljamo trenutke varnega občestva. Nedeljska sveta maša, za nekatere ta ali ona skupina, ali ta ali oni dogodek. Ko pa je to končano, vsi padamo v prostor tveganja. Takrat, kot učenci, rečemo Jezusu: odpusti to množico. In si mislimo, še sami zase nimamo dovolj povezanosti, pomembnosti, varnosti. Saj nismo gotovi, kako naj živimo, kam naj gremo. In zato pogosto ostajamo zaprti vase. Jezus pa hoče, da besede oznanila takoj udejanjimo. In dogodek pomnožitve je pravzaprav podoba prve cerkve. Oznanilo učenci potrdijo z dejanji in ustvarjaš se živo občestvo. In prav pri tem ustvarjanju živega občestva se nam zatakne. V cerkvi nas duši lagodje, skrb le zase, pomembnost, privilegiji, koristi. Manjka nam poguma in zavesti, da bomo največ dobili, če bomo delili. Učenci so se, potem ko so tvegali deliti hrano drugim, nasitili bolj, kot bi se sicer. Tudi njim je potem ostajalo, da so lahko napolnili 12 košar. Vsak od nas je gotovo že kaj dobil. In Jezus želi, da vsak zase in skupaj poskrbimo, da drugi ostane, da ne odide in se ne izgubi. Zato v skupnosti naj nas nikoli ne vodijo napuh, prezir, tekmovalnost, ugodje, ampak vedno skrb za drugega. Lahko mu ponudimo drugemu zavetje, lahko smo enostavno samo z njim, Bog pa bo vedno pokazal, kako naprej. Če hočemo živo skupnost cerkve, potem bodimo ustvarjalni, skupaj, povezani med seboj in z Bogom. Samo na tak način lahko gradimo njegovo cerkev. Naj nas delitev tega, kar imamo z drugimi, poveže v novo občestvo. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari,
in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospoda Jezusa, ki nas krepi z milostjo in blagoslovom, z zaupanjem prosimo. Naj pastirje cerkve podpira Sveti Duh, da bodo verne vodili k uresničevanju Evangelija. Prosimo te, usliši nas. Naj misionarji oznanjajo Božjo besedo s spoštovanjem in ljubeznijo. Prosimo te, usliši nas. Naj kristjani kljub pomanjkanju velikodušno sodelujemo pri dobrodelnosti. Prosimo te, usliši nas. Naj bolni in preizkušani sprejemajo svoje trpljenje in ga darujejo za potrebe vse cerkve. Prosimo te, usliši nas. Naj te vsi, ki so odšli v večnost, gledajo v nebeški slavi. Prosimo te, usliši nas. Naš Gospod, ti poznaš vse naše želje in potrebe. Pomagaj nam tako živeti, da bomo vredni tvojih darov, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, posvetite naše darove, spremeni nam mišljenje, da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Iz usmiljenja do človeške bede se je hotel roditi iz device Marije. S trpljenjem na križu nas je rešil večne smrti in nam s svojim stajenjem od mrtvih podaril večno življenje. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrto znanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolno ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Markom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Jesus, this is
Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me. Kri in k tebi priti pusti me, s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Molimo. Usmiljeni Bog, znova nas poživlja svojim svetim darom in nas vedno očetovsko varuješ. Brani nas vseh nevarnosti in privedi k večnemu odrešenju. Po Kristusu našem Gospodu. Gospode za vami. Blagoslovi naj vas mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Poslušali ste prenos evharistične daritve iz Župnijske cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, prepeval in igral pa ansambel svetega Marka. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče, tehnik Jakob Čuk. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, program Ars, lepo nedeljo vam želimo.